Hrastovlje se nam znova ponujajo kot opomin. V tej majhni mediteranski vasici se v cerkvici Svete Trojice skrivajo freske, ki jasno odgovarjajo na marsikatero vprašanje. Nič ne ostane nerazloženega, tako kot v cerkvici ni nič ostalo neposlikanega. Srednji vek je odgovoril na vse in vse resnice upodobljene na teh stenah kot pribito držijo še danes. Župnik se v svojih pridigah večkrat ozre nanje. Ker so že starejši odkrili, mi začnemo na novo iskati, namesto da bi se od starejših učili, ker so že ugotovili, ker so že spoznali in bi nam bilo morda marsikakšna bridka izkušnja tudi prihranjena. To slikarsko bogastvo, ki ga je ustvaril genij, istrski umetnik Janez iz Kastva pri Reki, je nastalo v 15. stoletju in predstavlja pravo Biblijo za reveže, staro in novo zavezo ter razlago vsakdanjega življenja. In tudi tisti ljudje, ki ne vejo, kaj je to Sveto pismo, in pridijo tukaj in to gledajo in se čudijo in razumejo in so presenečeni. To ni bilo ločeno, kakor danes. Eno je vera zasebna, se pravi čisto neka intima, drugo pa je vsakdanje življenje. V tej cerkvi dejansko povezano oboje. Meseci so to, ki predstavljajo dela, ki so bila značilna za tisti čas in danes je to še vedno isto. Tu je tudi odgovor na vprašanje vseh vprašanj. Kdo smo in kam gremo? Tu je smrt, ki vodi za roko, kralja, škofa, kmeta, berača. Pred grobom smo vsi enaki. Če pomislimo, demokratična ideja enakosti sredi Istre v 15. stoletju. Pri teh freskah je najbolj zanimivo to, da so bile od svojega nastanka potem dolga stoletja skrita očem. V 18. stoletju, domnevno v 18. stoletju, so jih namreč prepleskali z belim apnom. Šele pred kratkim, pred 64 leti, so jih domačini ponovno odkrili. Prav ti so spodbudili domačega študenta umetnosti Jožeta Pohlena, da jih je razkril javnosti. Pokojnemu Pohlenu, akademskemu kiparju in slikarju, je v Hrastovljah posvečena galerija. S freskami pa je povezano še eno ime in še ena galerija. Gre za restavratorja Viktorja Snoja. Snoj je bil tudi pesnik in pisatelj, nad Hrastovljami je bil tako očaran, da je tu pognal svoje korenine. Cerkev z obzidjem uživa svetovni sloves, uvrščena je na seznam svetovne kulturne dediščine, a v to vasico zaidejo redki turisti. Zgodi se, da jih povabijo kar domačini. Abbiamo trovato due simpatici, ci è dato un passaggio e ci hanno fatto ospitare qua. Prav zato, da bi turistom bolje predstavili bogato istrsko dediščino, je nastal projekt Doživi Hrastovlje. Smo kar zadovoljni, skupine se kar odločajo tudi Hrastovlje vključiti v svojo destinacijo. Smo bili res navdušeni nad to predstavitvijo. Zdaj gremo še na en kmečki turizem. Da je doživetje gostov res popoldne, se v Hrastovljah seveda potrudijo tudi domači gostinci.